razvojni projekt ali igra moči. Somalija pravi, da želi zgraditi 45 km cest v Hargeisi, prestolnici Somalilanda, ozemlja, ki se že več kot 3 desetletja upravlja samo. Vendar si ga Mogadiš še vedno lasti. Somaliland želi, da bi bila naložba financirana prek širšega programa Svetovne banke. Toda s tem, ko projekt predstavlja kot zvezno pobudo, Somalija krepi svoje ozemeljske zahteve do Somalilanda in izziva njegova prizadevanja za neodvisnost. Spor ima zdaj večjo mednarodno težo, potem ko je Izrael postal prva država članica ZNVK, ki je priznala Somaliland kot neodvisno državo. Z nami je zdaj Said Ibrahim, urednik Somaliland Chronicle. Hvala, da ste se nam pridružili. Je to pozitivna zgodba o morebitnem sodelovanju ali Somalija uporablja mednarodna razvojna sredstva za krepitev svojih zahtev po suverenosti nad Somalilandom? Dejansko gre za slednje. In spet, veste, ste to predstavili na način, ki je izjemno pošten, kot ste to zastavili. Ne gre za nič drugega kot za igro moči Somalije, ki poskuša zabrisati mejo med Somalilandom in Somalijo. In vsaj, veste, nekako pokazati svetu, da dejansko izvaja določene aktivnosti na ozemlju, ki ga ne nadzoruje. In to so v bistvu dejstva na terenu. Ampak postane še nekoliko slabše, ker kot veste, to očitno ni financiranje, ki prihaja iz same Somalije. Somalija si ne more privoščiti ničesar, veste, vključno z lastno varnostjo svoje prestolnice. Mislim, da je to precej očitno, kaj ne? Ampak veste, to prihaja od Svetovne banke in Svetovna banka posledično ne priznava Somalilanda. Torej, ponovno, takšno prikazovanje je napačno, ker poskuša zvezna vlada to predstaviti kot projekt, ki ga izvaja v Somalilandu, kar je popoln nesmisel. Toda hkrati je krivda resnično na strani Somalilanda, ker je to dejansko sprejel. Ker kot ste rekli, so vložki veliko večji. To je priznana država. In veste, ponovno, sprejemanje teh projektov ga nekako veže, veste, malo bolj na Somalijo, kot pa, da bi ga od nje oddaljilo in potem šlo v pravo smer. Zato menimo, da to dejansko ni pozitiven korak. Somaliland si lahko privošči te projekte. Veste, mislim, 20 nekaj milijonov proračun Somalilanda je letos blizu 400 milijonov dolarjev. To ni rešilna bilka. Mislim. Velika napaka je misel, da si lahko Somaliland dejansko sam financira. Ampak Somaliland je povedal, da želi naložbo za projekt, vendar ali lahko napreduje brez neposrednega sodelovanja med oblastmi v Mogadišu in Somalilandu? Ali obstaja drug način, da to predstavijo tako, da še vedno dobijo naložbo prek Svetovne banke? Katere možnosti imajo tukaj? Torej, obstaja nekaj možnosti. Mislim, obstaja dogovor. In spet, te napake se kopičijo. Prav, kot sem rekel, to res ni edini projekt, ki trenutno poteka v Somalilandu. Veš, kar nekaj jih je. Eden je z, centralno banko in Svetovno banko. In spet, v širšem kontekstu projekta, ki je financiran, za tisto, kar Svetovna banka imenuje Somalija in obravnava Somaliland kot del tega, prav? Torej, spet mora Somaliland resno razmisliti. In spet, to je, ko predsednik govori svetu in reče, želimo naložbe, ne pomoči. To je pomoč, to niso naložbe. Torej, mislim, težko je res upravičiti, da praviš, da si ločena država, hkrati pa prejemaš to, kot da poskušaš, nekako igrati z besedami. Jiu-jitsu. Ne deluje. In spet to Somaliji prinese zmago, ki si je ne zasluži. Kaj pa Svetovna banka in njena vloga v vsem tem? Bi lahko tvegala, da bi delovala, kot da podpira ozemeljske zahteve Somalije, tudi če je projekt namenjen ali predstavljen zgolj kot razvojna pomoč, če bo šel skozi? Kot veste, Svetovna banka podpira Somalijo in njeno ozemeljsko celovitost, če to danes sploh še komu kaj pomeni. Vendar pa Svetovna banka očitno ne priznava Somalilanda. In edini način, da takšna sredstva dejansko pridejo v Somaliland, je, da to sprejme in da se z njim ravna kot zvezno državo članico. Prav, a ne? Zdaj gre bolj za razlike v besedah.
Veš, kar res pogledaš v te dokumente. Ampak spet, ta denar je dodeljen Somaliji z najmanjšimi zneski namenjenimi za Somaliland. Ne govorimo niti o razdelitvi 50-50. Govorimo o odstotku, ki včasih ni niti 5% celotnega projekta. Torej, spet, ko to primerjaš z nacionalnim proračunom Somalilanda, ki znaša več kot 420 milijonov za leto 2026, verjamem, da si lahko dejansko privošči financirati cesto za $20 milijonov, a ne? In kdorkoli trdi drugače, ali ne zna matematike, ali pa mislim, da obstaja neka zasvojenost, veš, s pomočjo. In veš, čas je, da se začnemo obnašati tako, kot bi morali. In spodbujamo več investicij. Zanimivo. Videli bomo, ali in kako bo ta projekt napredoval. Said Ibrahim, najlepša hvala, da ste se nam pridružili.